Ok, kako pa zdaj naložimo posnetek na YouTube? Kadarkoli smo prijavljeni v račun YouTube in smo na YouTubu, imamo možnost ustvari, naloži video posnetke. Posnetke naložimo s tem, da jih preprosto potegnemo v tale urejevalnik. Dodamo naslov. Opis. V opis lahko dodamo tudi povezave. Če želimo, lahko v posnetek dodamo tudi notranje povezave, se pravi na različna mesta v posnetku, kjer govorimo o določeni temi. Če recimo se neka stvar, neka tema začne pri 1 minuti in 10 sekundah, preprosto napišemo 1:10 in tema, ki jo takrat obdelujemo. S tem, ko smo preverili telefonsko številko, smo omogočili tudi, da lahko naložimo poljubno prikazno sliko. Izberemo lahko seznam predvajanja. Obvezno je tudi izbrati, ali je vsebina namenjena otrokom ali ne. Tukaj imamo tudi krajši opis, kaj to pomeni, gre predvsem zaradi tega, da se omejijo možnosti oglaševanja pri posnetkih, ki so namenjeni otrokom. Kliknemo naprej. Dodamo lahko končni zaslon. Končni zaslon je, poznate najbrž iz posnetkov, se pravi gumb za naročanje plus še kakšen posnetek, ki ga lahko izberemo. In pa kartice. Kartice so pa namenjene temu, da lahko znotraj videoposnetka promoviramo kateri drug posnetek, oziroma če se nanašamo na nekaj, o čemer smo že govorili v nekem drugem posnetku, lahko ustvarimo povezavo do tega posnetka. Ob koncu še izberemo, če želimo, da je posnetek zaseben, torej ga lahko vidijo samo tisti, ki jim pošljete, ki jih dodate kot osebe, ki lahko posnetek gledajo. Nenaveden, se pravi, da videoposnetek lahko gledajo vsi, ki dobijo povezavo. Javen pa pomeni, da je dostopen vsem, tudi v iskanju. Potem pa imamo možnost tudi, da se posnetek razporedi, torej da bo objavljen ob neki drugi uri, neki drug dan, kar je smiselno, če pripravimo več posnetkov naenkrat, pa želimo, da jih ne objavimo vseh naenkrat, ampak da jih postopoma objavljamo. Če nastavimo kot premiero, bo YouTube ustvaril tudi avtomatsko povezavo, na kateri bodo ljudje lahko spremljali, in to povezavo lahko delite tudi že prej. Na strani bo potem tudi odštevalo do začetka tega posnetka, in ljudje bodo posnetek prvič gledali vsi skupaj. Se pravi, če bo nekdo se pridružil na sredi posnetka, ne bo začelo posnetka predvajati od začetka, ampak od tistega mesta, kjer je takrat. To je super, predvsem če gre za to, da lahko ljudje tudi komunicirajo med sabo, izražajo svoja mnenja glede posnetka. Posnetek zdaj lahko shranimo, in ker je obdelava končana, je zdaj že viden. Imamo tukaj možnosti, da posnetek tudi delimo naprej. Tako, zdaj smo si pogledali, kako lahko ustvarimo YouTube kanal in kako lahko na ta YouTube kanal dodamo vsebine. Hvala vam za spremljanje tudi
te lekcije video usposabljanja, s katero vsebinsko zaključujemo naše usposabljanje. Če imate kakšno vprašanje, še vedno dobrodošli, da jih pošljete na info@projektemavs.com. Mi se pa vidimo še pri zadnji lekciji. Vse dobro.